tvoje največje nezadovoljstvo v življenju ne izhaja iz tega, da v življenju še nimaš tega, česar si najbolj želiš. Ampak iz tega, da skozi to situacijo iščeš občutek vrednosti. In ko jo ne dobiš, ti pritisne na rano, da nisi dovolj. Bom še enkrat to povedala, ker je tako pomembno, da to slišiš in začutiš. Nezadovoljstvo v tvojem življenju je tam zaradi tega, ker skozi odnose, skozi dosežke, uspehe, denar, izgled telesa, skozi zunanje faktorje ti iščeš občutek lastne vrednosti. In to, da še nimaš tako velike plače, kot si želiš, v bistvu realno za tvoje življenje ni tak vir nesreče, kot je za tvoj čustveni del to vir nesreče. Kajti ta plača v bistvu tebi predstavlja v tvojem notranjem barometru čutenja vrednosti neko vrednost. In se ti zdi, da ko boš imel večjo plačo, boš občutil večjo vrednost, si boš lahko privoščil več stvari, posledično boš lahko še bolj potrjeval ta občutek lastne vrednosti, ampak ta pot se nikoli ne konča, ker potem, ko se tudi ta plača dvigne, si ustvariš samo več stvari okoli sebe in potem si ta barometer prestaviš višje in hočeš še več in še več in še več in nikoli se ne ustaviš. Enako je s tvojimi projekti v tvojem delu. Vedno hočeš večje projekte, vedno hočeš večji uspeh, večji zaslužek, več. Zakaj? Ali res za svoje življenje rabiš vedno več? V bistvu pa je zadaj ta občutek, da nisi dovolj. In da s tem, ko boš imel več denarja, ko boš imel bolj uspešno podjetje, ko boš imel večjo pozicijo v službi, s tem ti v bistvu sebi daješ zunanjo prepoznavo tega, da ti si super, da ti imaš vrednost. Ali pa odnosi. Ko nek odnos ne štima tako, kot bi si želel, ko nimaš nekega odnosa? Ali je to res za tvoje življenje taka napaka, da bi te res zrušilo to, da še nimaš nečesa? Da mogoče še nisi zanosila, da mogoče še nisi ustvaril partnerskega odnosa, ali pa da z mamo še ne govorita? V bistvu je zadaj ista rana, občutek lastne vrednosti. Želiš si imeti to, zato da se boš čutil, da si vreden. Hočeš, da ti drugi ljudje pokažejo to vrednost, tem, ko te izberejo. In torej, karkoli si želiš, zadaj za tem je v bistvu tvoje notranje hrepenenje, da bi občutil lastno vrednost. Zdaj pa hakeljček. Kdaj v tvoje življenje pride to, kar je s teboj najbolj skladno, kar si najbolj želiš? Takrat, ko čutiš, da si vreden to sprejeti. Se pravi, se mora zgoditi najprej dobro zasidran občutek lastne vrednosti, predno lahko sprejmeš vse to, po čemer hrepeniš. In najprej ozavesti stvari, za katerimi se peham, za katerimi hitim, katere kreiram, za katere hočem, da postanejo večji, boljši, največji. Je v bistvu globoka notranja potreba po tem, da bi skozi njih dobil potrdilo, prepoznavo, da sem dovolj. Ampak, ko boš enkrat zasidral ta občutek, da si dovolj, boš vse to lahko imel ali pa tudi ne, pa bo v redu. Ne boš potreboval najboljšega avta. Boš lahko se peljal na skiroju, pa boš srečen. In ne pravim, da je karkoli narobe z avtomobilom. Govorim pa ti o tem, da hitiš v smer stvari, situacij in ljudi, zato ker želiš, da bi ti dali občutek vrednosti. In morda za kratek trenutek ti ga resnično dajo, potem pa zelo hitro ta občutek mine. Zakaj v svojih odnosih ugajaš? Ko veš, da je zate odgovor ne, ti pa rečeš ja. Ko greš preko tega, kar bi si želel narediti, pa rečeš pa saj to se dela za ljudi, ki jih imaš rad. Ko ne slediš svojim top izbiram, ko te skrbi, kaj si bodo drugi mislili, kaj je zadaj. Ena velika potreba tvoje duše, da prebudiš občutek lastne vrednosti in da ta vrednost ni vezana na zunanje stvari, komu si pomagal, komu si posodil denar, za koga si čuval otroke, komu si pomagal prekrivati hišo in kaj vse si naredil za ljudi, ki jih imaš rad. Brezpogojna ljubezen je prav to, brez pogoja. Je utrip iskre življenja v tebi. Je pravzaprav tvoja popolna svoboda biti ti.
In to iščeš zunaj, v resnici pa je namen tega življenja, da to najdeš znotraj. In kako začnemo prebujati občutek lastne vrednosti? Je tako, da začneš na vsakem koraku zadovoljevati svoje notranje potrebe, ki jih imaš. Kjer samemu sebi postaneš tako dragocena in pomembna oseba, da se nikoli ne ignoriraš, da se vedno prepoznaš, da samega sebe zalivaš. Predstavljaj si zemljo in seme v njej. Ti si to seme. In ko se zalivaš, to seme zraste v popek in iz tega popka pogleda rastlina in čudovit cvet. In torej bolj kot se zalivaš, bolj lahko zrasteš, bolj se lahko razcvetiš. In to zalivanje je pravzaprav tisto, kar potrebuješ. Da zalivaš sebe s tem, kar je s teboj skladno. Predvsem pa, da si daš ta čas sam zase, da lahko to počneš. Kajti takrat, ko ti samega sebe zaliješ, ko poskrbiš za sebe, se zgodi to, da kar naenkrat se tvoja steklenička napolni. In prideš v življenje in v odnose v čisto drugačni vibraciji in si magnet. Torej, ko ti v sebi prepoznaš, da edina oseba, ki te resnično mora v tem življenju izbrati, si ti, da edina oseba, ki resnično mora zate poskrbeti, si ti, da edina oseba, ki sebi lahko da to, kar si želi, si ti, in začneš samemu sebi to dajati, ta tvoja roža cveti. In kar naenkrat ti utripaš to energijo in posledično, po zakonu vibracijske skladnosti, tudi drugi ljudje začnejo tebi to dajati. Ampak tokrat je to dodatek, je bonus. Je že zalit tvoj notranji del s tvojo ljubeznijo do tebe. In ko se trenutno dogaja premik zavesti na planetu iz 3. v 5. dimenzijo, pot pelje skozi 4. dimenzijo. In 4. dimenzija je ta ljubezen, brezpogojna ljubezen. Je most, ki te pelje iz kontrole, strahu, preživetja v zaupanje, jasnost, visoko vibracijo in kreacijo. Iz preživetja v kreacijo. In torej, kjerkoli se trenutno v življenju nahajaš, izgorelost, v kateri si, stres, ki ga stalno toleriraš, tvoje pehanje za naslednjo stvarjo, v katerem si, je v ozadju isti vzrok. Vzrok je, da hočeš na tak način dobivati vrednost. Zdaj pa samo prepoznaj to. Pa res. To počnem zato, da. Kaj pa, če to spustiš? In si rečeš, vstopna energija je ključ. Kaj pa, če je moja vstopna energija zdaj zato, ker jaz se želim na nek način počutiti, ker jaz želim v sebi uživati, ko to kreiram. In namesto, da ti je važno, kakšen bo dosežek v številkah, ti je važno to, da na poti v tem projektu uživaš. Da namesto tega, da se sprašuješ, od kje bo prišel tvoj sanjski partner, si dovoliš biti v svoji samskosti in v obdobju zmenkari magnetičen in v užitku sam s seboj. Kajti tvoja duša je očitno prišla doživljati tudi ta del. Torej, kaj če uživaš na poti, namesto da boš užival, ko boš na cilj prišel? Kajti vsi vemo, da potem pa pridemo na cilj, je pa že naslednji cilj pred nami. In potem nikoli zares ne uživaš. In torej si na točki močnega preskoka tvoje zavesti. Da se ujameš, ko ta tvoj 3D del tebe hoče iskati vrednost in zato ugajaš. Se sekiraš za druge ljudi, spreminjaš stvari, zato da bi te prepoznali in te zalili z ljubeznijo. To so kratkotrajne zadovoljitve tvoje globoke notranje potrebe. In verjemi, nič od tega te na dolgi rok ne bo resnično zalila. Torej, kaj potrebuješ? Potrebuješ sebe, potrebuješ izbrati sebe, poskrbeti zase, se predati času sam s seboj, vzpostaviti svojo osebno duhovno prakso, ki tebe pripelje navznoter, v tvoj steber moči, v tvojo esenco, v tvoje jedro. In po zakonu vibracijske skladnosti, to, kar je v tebi, je zunaj tebe povečano in deljeno. Tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo. In ko ti poskrbiš za svojo vibracijo in za sebe, za vse nivoje tebe, za vseh svojih 7 teles, se zgodi to, da v tej energiji vrednosti vstopaš v življenje. Zaključila bom s tem. Če za življenje, za obstoj vesolja ti ne bi bil najdragocenejše bitje, ne bi bil ustvarjen. V naravi ni napak. Torej, da si tu, pomeni, da si za življenje vreden.
da imaš v sebi nekaj tako edinstvenega, svetloba, katero žariš, je edinstvena in unikatna. In je tukaj zato, da jo razdeliš, da si to, kdor si. Zato hodi naprej po poti odkrivanja svojega občutka lastne vrednosti na način, da se zalivaš in da namesto na to, kaj bo tvoj naslednji projekt, daješ fokus na to, kako lahko še bolj ljubeče poskrbim zase.